Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo na tiskovno konferenco. V Sloveniji, kot veste, in je ravno kar povedal tudi gospod minister, poteka cepljenje od 27.12. In kot je razvidno, spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v tem času s prvim odmerkom po regijah cepljenih od 18 do 23% ljudi oziroma v vsej Sloveniji skupaj 20% oseb. Mednarodne primerjave pokažejo, da poteka cepljenje v Sloveniji zelo podobno kot v državah Evropske unije. Delež prebivalcev Evropske unije, ki je bil cepljen z enim odmerkom v celoti, znaša 26,8%. Tu posebej izstopajo nekatere države, recimo Madžarska s kar 44% cepljenega prebivalstva. Kot veste, na Madžarskem uporabljajo tudi cepiva, ki sicer v Evropski uniji niso odobrena. Če pogledamo deleže po posameznih državah, je Slovenija nekje na sredini. Čeprav vedno govorimo o podatkih o popolnem cepljenju, ki je seveda pomembno za dalj časa trajajočo zaščito in seveda tudi omejevanje kroženja virusa, pa je za zaščito ljudi zelo pomemben že prvi odmerek. Številne države so se zato odločile, da vse sile upeljejo oziroma namenijo temu, da čim več ljudi cepijo s prvim odmerkom. Tako da so nekatere celo zamaknile drugi odmerek mRNA cepiv. Cepivo AstraZeneca, na primer, že po prvem odmerku ščiti približno 70%, medtem ko mRNA cepiva po prvem odmerku ščitijo 80%. Poleg tega je že prvi odmerek v dobri meri zaščiten za hudo bolezen, v primeru cepiva Pfizer recimo 74% in v primeru cepiva AstraZeneca celo 100%. Prioritetne skupine za cepljenje, ki so bile v Sloveniji upoštevane, so se izkazale za zelo smiselne, kot je ravnokar omenil minister Cigler Kralj. Smo tako rekoč povsem prekinili zbolevanje stanovalcev domov za starejše. Posamezni izbruhi so posledica tega, da cepivo seveda ne ščiti 100%, kar je seveda problem ob slabi kolektivni imunosti, torej slabo precepljenih osebah, ki prihajajo s stanovalci v stik. Skoraj v vseh primerih je šlo pri stanovalcih za zelo blag potek bolezni, kar je izjemno pomembno. Zato se je tudi močno zmanjšala umrljivost za COVID-19. V presežni umrljivosti zaradi te bolezni na grafih je praktično več ne zaznamo. Še vedno pa moram reči, da me zelo moti žalostno dejstvo, da v Sloveniji za COVID-19 še vedno vsak dan umirajo ljudje v svojih 60 in 70 letih. To so osebe, ki bi že morale biti cepljene. Umiranje zaradi COVID-19 v tej populaciji v današnjem času v Sloveniji res ni razumljivo in ni potrebno, saj bi se vsak lahko že pravočasno zaščitil s cepljenjem, če bi to le izkazal interes oziroma bi se želel. Neželeni učinki cepiv proti COVID-19 so lahko neprijetni, a so res izjemoma nevarni. In če so lahko izjemoma nevarni, je to še posebej redko prav v starostnih skupinah, ki so zaradi bolezni najbolj ogrožene. Torej za ljudi starejše že od 50 let pri cepljenju proti COVID-19 ni prav nobene dileme. Cepivo je treba dobiti čim prej, vprašanje izbire cepiva je popolnoma odveč. Za konec še pojasnilo. Včeraj ste me številni novinarji spraševali, kakšne so možnosti za nadaljevanje cepljenja, če cepiva AstraZeneca ne bi bilo v naslednjih tednih. Sama z informacijo, da cepiva ne bo, nisem bila seznanjena, razložila pa sem opcije, ki v tem primeru obstajajo. Ker sem bila menda razumljena, da napovedujem, da cepiva ne bo, imam danes bolj konkretno pojasnilo z Ministrstva za zdravje, kjer se poleg NIJZ ukvarjajo z dobavami in potem razdelitvami cepiva. Jaz te informacije neposredno nimam. Cepivo AstraZeneca bo na voljo vsaj v taki količini, ki bi bila potrebna za drugi odmerek, verjetno pa
še precej več. V nedavnih tabelah Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč te količine niso bile navedene, ker še uradno niso bile potrjene in ne zato, ker sploh ne bi bile napovedane. Ravnokar je Nacionalni inštitut za zdravje sporočil, da po podatkih od danes zjutraj se predvideva dobava cepiva AstraZeneca za maj in junij, skupaj v količini 465 tisoč odmerkov, pri čemer seveda ta dobava še ni uradno potrjena, niti ni natančno določena količina dobavljenih cepiv za posamezni teden. Danes popoldne na NIJZ pričakujejo dobavo 69 tisoč odmerkov cepiva AstraZeneca, ki je že potrjena in je že na poti. To je informacija, ki jo prenašam v imenu Nacionalnega inštituta za javno zdravje.